Še pred enim tednom sem razlagal, kako v svoje bidone točim samo navadno vodo, potem pa sem upošteval en nasvet, ki sem ga dobil preko YouTubea, tako da imam zdaj s sabo tudi elektrolite. Živjo, en čudovit kolesarski pozdrav. Krasen pomladni dan je, sončno vreme, 21 stopinj Celzija. Odpravil sem se z gorskim kolesom tle po tej naši Vipavski dolini, da vam nekaj povem o teh elektrolitih, ki jih uporabljam po novem. Če kogarkoli zanima, kje sem se dejansko vozil, lahko pogleda od spodaj v opis videa, kjer bom dal link od svoje Strave. Prej, kakor grem na elektrolite, bi rad samo povedal, da bom tak čas naslednji teden že na dopustu. Letim na Menorko, to je sosednji manjši otok poleg Majorke. Tam bom imel najeto specialko in upam, da vam posnamem kakšen video. Mogoče bo prišlo do kakšne zamude, ker bom imel na voljo samo en dan časa za snemanje. Prav tako pa tudi ne vem, koliko dober internet bo v apartmaju, tako da se vam že vnaprej opravičujem, če video ne bo objavljen točno po urniku in ob predvideni uri. Meni je elektrolite v enem komentarju omenil Simon Srečkovič, ki sem ga jaz poznal že odprej, zato ker ima YouTube kanal in sem že kar nekaj časa naročen na njega. Mi je ful zanimivo, ker se vozi z gorskim kolesom po teh večjih slovenskih prireditvah, kakor je recimo Soča Outdoor Festival, Kras Cross, Biči po Čiči in podobne. In tako, ker pač občudujem tiste, ki se znajo dobro voziti z gorskimi kolesi, sem se tudi jaz v njegovo čast danes odpravil na vožnjo z gorskim kolesom. Simon je tako čist na kratko in precej nevsiljivo napisal, kako čuti razliko, če uporablja elektrolite ali pa navadno vodo, in jaz sem sklenil, da vse skupaj malo preverim in probam. Jaz pa navadi, če mi kdo tako kaj reče, nikoli ne kupim kar na prvo žogo, ampak vse skupaj malo pogledam na internet in vam lahko povem tako na kratko, kaj me je prepričalo pri teh elektrolitih. Prva dobra stvar je sigurno ta, da imajo te elektroliti nič kalorij. Vsebujejo tiste potrebne soli in minerale, ki jih rabiš, ni pa v njih nobenega sladkorja. Potem sem videl, da so te elektroliti primerni za vadbe, ki trajajo 2 uri ali manj, kar je meni super, saj v bistvu 90% mojih vadb traja točno toliko časa. Te elektrolite dobiš v obliki šumečih tablet, eno tableto raztopiš v pol litra vode in poraba naj bi bila 1 šumeča tableta na uro. To se spet nekako sklada z mojimi vadbami, ker jaz v povprečju spijem lih en bidon vode na uro, tako da je to točno tisto, kar bi nekako ustrezalo mojim potrebam. Svoj faktor je dodala še nizka cena. Te elektrolite sem kupil na strani For Endurance za 2 evra na škatlico, se pravi, noter je 20 šumečih tablet, vsaka tableta stane 10 centov. Elektrolite sem naročil kar preko spleta. Videl sem, da obstajajo 3 okusi, eden je limona, potem jagoda in pa neki tropikal, tako da imam zdaj zalogo kar za nekaj časa, v bistvu 6 škatlic po 20 šumečih tablet, kar je 120 tablet. In to govorimo vse skupaj za ceno 12 evrov. To je res ugodno. Ja, zdaj s temi elektroliti in ko še se mi roke malo spotijo, ima, da se mi kolo sveti ko novoletna jelka in da nikoli več ne rabim polnič števca. Jaz sem potem iskal po specifikacijah, če bom kje videl kak litij, ion, nikel, kadmij, nič od tega. Sem pa prebral, da je v teh elektrolitih natrij, kalij, kalcij in magnezij. Zdaj natrij ima verjetno veze s kakšno soljo,
Kalcij je dober za izgradnjo kosti, magnezij vem, da je dober proti krčem in pa tudi pri kardiologu sem zvedel, da če ti izmerijo premajhne količine magnezija, ga je pametno dodajati, zato da tudi srce dela boljše. Tako da nasplošno naj bi tej elektroliti poskrbeli za boljšo vadbo, boljšo hidracijo, da ti pač vsi telesni sklopi delajo normalno in da ne izčrpavaš svojega telesa, če ga spiraš samo z navadno vodo. In moram reči, da tudi mene je zadnje čase kar precej zaposlovalo točno to vprašanje, koliko je pametno, da pijem samo navadno vodo, koliko pri tem spiram minerale ven z telesa, koliko si škodim oziroma koristim. Tako nekako sem imel take pomisleke in se mi je zdelo, da je čas, da nekaj spremenim. Vožnja po tem gozdičku je pa res super lepa. Že sem zaradi tega se je splačalo iti na ta krog. Pri nakupu elektrolitov sem na spletni strani potem tudi prebral, da pri vadbah, ki so daljše od 2 uri, je pa že pametno dodajati tudi kakšne ogljikove hidrate, kar je logično, ker potem pa res telo že rabi tudi ostala hranila, da lahko producira vse tisto, kar od njega zahtevamo. Meni se je predvsem zdelo fajn to, da v teh šumečih tabletah ni kakšne sladkobe, kakšnega cukra, zato ker imam tak čuden občutek, da bo potem težko očistiti bidone in da se mi bojo v njih zaredile kakšne bakterije. Prav tako mi je bila všeč ideja za elektrolite, zaradi tega, ker na tem gorskem kolesu nimam nobene torbice in nobenih dodatnih frutabel s sabo ali kakšnih gelov. In se mi zdi, da je zaradi tega še dosti bolj pametno, da imam vsaj nekaj, da mi nekako zagotavlja podporo skozi mojo celotno vožnjo. Če bom jaz naknadno ugotovil, da so te elektroliti preveč oziroma premalo, lahko še zmeraj spremenim svoje navade. Ampak tisto, kar pri meni res dejansko najbolj odtehta, je pa prav ta enostavnost uporabe. Samo pač vržeš tabletko v bidon, natočiš vodo, počakaš, da se šumečka raztopi in to je to. Mislim, bolj simpel ne bi moglo biti. In tudi če veš, da se odpravljaš na kakšno daljšo progo, nič lažjega, kakor vzeti še eno ali pa 2 šumečki s sabo in jo potem lahko raztopiš kadarkoli nekje na poti, ko dodatno točiš vodo. Jaz sem si dal danes v bidone okus limone in okus jagode. Zaenkrat lahko rečem, da mi je limona boljša, ker je malo bolj grenka in bolj osveži. Tisti tropikal si bom pustil pa še za naslednjič. Jaz bi tako za prvič s temi tabletami rekel, da je še prezgodaj, da bi dal kakršnokoli bolj podrobno oceno, kako se moje telo drugače počuti z dodatnimi solmi in minerali. Ne vem, čas bo pokazal svoje, karkoli bom ugotovil, vam bom sigurno pokazal tudi v svojih videih. Jaz se bi na tem mestu prav lepo še enkrat zahvalil Simonu Srečkoviču. Podprete ga lahko tako, da si na YouTubeu pogledate kakšen njegov video in se naročite na njegov kanal. Vsem gledalcem pa želim varno in prijetno vožnjo. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!